v novem vlogu. Včeraj smo tukaj ostali, sicer ni nek ekstra lep plac, ampak no, je kar lep. Tako da nam je kar pasalo biti na mestu, no, malo počivati pa malo delati. Pa zvečer je bil res totalen mir. V bistvu so se pogovarjala, da še nikoli nisva takšne tišine slišala. Mi smo vedno vajeni, da je nek šum dreves, čričkov, šum morja, veter, karkoli. Tukaj pa res nič ni bilo, res nisi mogel čisto nič slišati, samo tišino. In je bilo res prav zanimivo. Ja, danes gremo pa zdaj naprej. V bistvu sva se pogovarjala o dveh opcijah, kam bi šla. Ena od teh dveh opcij je, da bi šla pogledati en star zapuščen rudnik, ki so ga odprli Francozi oziroma ena francoska firma leta 1930. V bistvu tam so kopali svinc do leta 60, ko so ga pol zaprli. Je pa zanimivo tudi zato, ker je, da še zdaj kar dost Maročanov hodi tja kopati ta svinc, sicer zelo ilegalno to, ker je že zaprt rudnik in ni več varen, ampak riskirajo svoje življenja zato, da poiščejo svinc in da nekaj zaslužijo. V bistvu ne bomo šli zdaj do tega rudnika, zaradi tega, ker je v bistvu v enem kanjonu, čez katerega peljeta tudi dva mostova, ki so ga takrat zgradili Francozi. V bistvu sta pa te dva mostova taka, da imata sicer kovinsko osnovno konstrukcijo, ampak potem čez so pa neke lesene dile oziroma neki leseni tramovi in tudi to ni nadzorovan in ni zagotovljen, da je varno, tako da res ne bi s težkim kemperjem riskirala in se čez peljala. Ja, mogoče bi celo še parkirali pred temi mostovi pa šli malo peš, par kilometrov, ampak danes je tudi prvič po 3 tednih Maroka slabo vreme oziroma oblačno je in res kar hladno, saj nama se zdaj zdi, čeprav je, ne vem, slabih 20 stopinj, ampak nama se zdi res ledeno zunaj trenutno. V bistvu smo zdaj končno prišli do Atlasa, zdaj ga že gledamo in danes se bomo podali v osrčje do enih kanjonov ob reki Zis, ki naj bi bili zelo lepi, tako tudi veliko oazic, palminih je, tako da se že kar veseliva. Sicer danes verjetno še ne bomo prišli do njih, bomo nekje na začetku kanjona prespali in potem jutri nadaljevali pot. Ja, drugače pa ni samo za nas mrzlo, ampak tudi za domačine še bolj. Ene par domačinov so tudi z zimskimi kapami videla, kar nam je kar malo smešen v 20 stopinjah.
Kanjon reke Zis se začne nekaj kilometrov južno od mesta Elerič v Srednjem Atlasu. V zgornjem delu je dolina zelo ozka in na obeh straneh zaprta z visokimi stenami. Na južnem delu od mesta Al-Rašidija naprej pa se dolina razširi in odpre se nam prav poseben pogled na številne oaze, polne palm in manjših starodavnih vasic. Skupna površina oaz v dolini reke Zis znaša kar 77.000 kvadratnih kilometrov. Včeraj smo potem našli tam čisto ob vznožju Atlasa eno rečno dolino, sicer zelo posušeno reko, čist malo je tekla, ampak smo pa našli eno redo prostor ob tej rečici, kjer smo tudi pol prespali. Danes smo pa potem šli naprej proti jugu ob tej reki Zis. V bistvu je to en velik kanjon, v katerem je ful veliko palminih oazic. Tako da smo v bistvu med vožnjo že ful uživali. Hoteli smo prespati v eni tej oazi, ampak na koncu je žal preveč ozka cesta ratala, oziroma uličica v eni izmed teh vasi, tako da smo se mogli obrniti. Smo se pa potem odpeljali na vrh tega kanjona in bomo zdaj z lepim razgledom na palme prespali. Ja, tukaj je res lepo, ampak sva tudi malo razočarana, zaradi tega, ker tukaj ful več ni tazga pristnega maroškega občutja, kakršnega sva imela gor. Gor so bila res ful zadovoljna, ker so nama povsod mahali, naj jo pozdravljali, vabili na čaj. Ful so bili prijazni, nikjer tudi ni noben nič zahteval za to, oziroma bil kakorkoli vsiljiv. Tukaj pa ni več tega, zdaj, če naj ve kdo govoril, naj jo govoril zato, ker je hotel kaj prodati, da bi naj jo kar tako kdo pozdravil, naj jo ni noben. In tudi v bistvu sva tukaj videla veliko več turistov in kemperjev in drugih tujih vozil, kakor pa v celih skoraj 3 tednih Maroka do zdaj. Tako da res upava, da bo tudi v Maroku našla še kakšne take malo bolj odročne, ne turistične kraje. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.